Lani po zimskem izpitnem obdobju sva se z Matejem dolgo časila in meni se je valjala ena stara omarica v kleti že dolgo časa in sva se odločila, da jo bova za hec prenovila. Bila je pač najina prva prenova in tisočina ena stvar je šla narobe, ampak na koncu sva bila z omarico zelo zadovoljna, sva jo poimenovala Kresnička in pač postopek nam je bil všeč in se nam je zdelo, da bi to stvar lahko še kdaj ponovila. Vsaka predelava se začne z izbiro kosa. Ponavadi kos se dobiva na Bolhi ali pa v Centru ponovne uporabe v Ljubljani. Ko vidiva kos, si že tako zamisliva, kako bo izgledal. Jaz si zamislim, kako bi po moje mogel izgledati, Matej po njegovo in potem narediva kompromis in izbereva mojo varianto. Potem nekaj vikendov brusiva, lepiva, barvava, pač prenavljava kos in na koncu vsak kos še poslikava, da imava dokaz, da sva končala in da je kos super. Zaenkrat prenavljava staro pohištvo za hobi, s tem preživljava več časa skupaj in se imava fajn. Ko končava študirati, bi pa oba sigurno rada s tem nadaljevala, če ne profesionalno, pa vsaj polprofesionalno, ker me to obeh zelo veseli in tudi odzivi ljudi so super, tako da imava voljo to delati še naprej. Mi rešujemo nek specifičen problem kolesarjev, ker smo ugotovili, da večina kolesarjev med vožnjo uporablja navadne slušalke za poslušanje glasbe, kar je pa zakonsko prepovedano in življenjsko nevarno. Zato smo nekako napravili tehnologijo in jo malo dodatno razvili, da lahko kolesarji poslušajo glasbo in slišijo okolico. Mi razvijamo tako imenovane bone conduction slušalke. Bone conduction tehnologija se uporablja že od 18. stoletja, vendar v današnjem času se uporablja predvsem za domačo uporabo in za ostale športe. Deluje na ta princip, da se zvok prenaša preko vibracij do notranjega ušesa in potem naprej v možgane. Večina našega tima prihaja iz Posočja, ki smo se poznali že od prej. Prišli smo do tehnološkega parka, ki nam je nudil mentorstvo, pomoč pri izdelavi prototipa in izobraževanja skozi njihove programe in ostale start-up tekmovanja in šole. Kar bi potrebovali za naš zagon je seveda kapital, začetniški kapital, dodatno mentorstvo, ki bi nam pomagalo pri tej začetni fazi podjetništva, da bi lahko ustvarili podjetje in tako širili naše slušalke v svet. Vse tri smo zelo navezane na naše kraje, stičišče vseh je nekako Nova Gorica, ki ima v svojem grbu vrtnico. Srce vrtnice, novogoriške vrtnice, je tukaj v vrtu frančiškanskega samostana, kjer kraljuje Burbonka v vsej svoji lepoti in omamnih vonjavah. Ugotovile smo, da je nekako premalo poznana širšemu občinstvu in spromovirana ter nekako tudi izkoriščena. Saj vrtnica ni zgolj roža za okras ali pa kozmetične namene. Naša želja je, da bi jo širšemu občinstvu predstavili tudi kot enkratno gurmansko izkušnjo. Za uresničitev naše poslovne ideje imamo že nekatere danosti, kot so predelovalni objekti in predelovalne površine. Naša slabost pa je, oziroma pomanjkljivost, da nimamo velikih količin sadik vrtnic Burbonk, potrebujemo tudi destilator za eterično olje, razvoj lastnih receptur in pridobitev certifikata, da so izdelki ekološko pridelani. V glavnem, ključna težava je bila ta raziskati potencial same vrtnice Burbonke, ali ima ustrezne lastnosti, s katerimi bi jo lahko uporabili kot gastronomsko ponudbo in kot tudi za eterično olje. Po globokem raziskovanju smo ugotovili, da ima ustrezen rodovnik, saj je v sorodu z
rozo damasceno in tudi potencial za uporabo v naš zastavljen namen.